najti Boga. Nadaljujmo s to temo. Mnogi zagovarjajo, da je znanost edina pot do resnice. Zaradi domneve, da je znanost edina pot do resnice, žal ljudje pogosto sklepajo, da znanost pomeni isto kot racionalno, torej skladno z razumom. Ta sklep je napačen in sicer očitno napačen, saj različne discipline, zgodovina, književnost in podobno zahtevajo uporabo razuma. In to velja za večino stvari v življenju. Razum ima mnogo večji domet kot znanost. V bistvu je znanost omejena. Lahko pogledamo zelo preprosti primer. Neka babica je spekla potico in zdaj to potico prepustijo znanstvenikom. Biokemiki nas bodo poučili o strukturi beljakovin, maščob, sladkorja in drugih sestavin. Fiziki bodo znali raziskati osnovne delce potice. Matematiki pa nam bodo nedvomno ponudili množico elementnih enačb, s katerimi bodo opisali videnje teh delcev. Vemo torej, kako je bila potica narejena in iz česa je sestavljena. A recimo, da bi znanstvenike vprašali, zakaj je bila narejena. Iz nasmeha babice bi lahko razbrali, da ona pozna odgovor, saj jo je spekla. Povsem očitno je, da nam noben znanstvenik na svetu na podlagi svojih raziskav ne more povedati, zakaj jo je spekla, če jim tega ne razkrije babica. Ne bodo vedeli. Naravoslovne znanosti so lahko kos vprašanjem o naravi in zgradbi potice, ne morejo pa odgovoriti na vprašanje, zakaj oziroma čemu. Moramo priznati, da ima znanost omejitve. Mnogi znanstveniki iskreno priznavajo, da je znanost najverjetneje omejena zato, ker ne more odgovoriti na povsem osnovna vprašanja. Kaj je smisel življenja? Zakaj smo tu? En od razlogov omejenosti znanosti je tudi ta, da za mnoge stvari enostavno gradi na domnevah, kar v bistvu pomeni, da sloni na neki veri. Poglejmo zdaj nekaj o veri. Mnogi imajo zmedeno mnenje o veri. Celo ateisti pravijo, da ne verujejo, vendar njihova prepričanja velikokrat temeljijo na veri v filozofijo naturalizma, v katero močno verujejo. Za vero mnogi pravijo, da je religiozni pojem, ki pomeni verjeti v kaj, o čemer veš, da za to ni dokazanega dejstva. En od pomenov besede vera v Svetem pismu pa je pomeni zvestoba ali zaupanje. Svetopisemska vera vedno veruje v neka dejstva in gradi na njih in razvija zvestobo in je daleč od neke slepe vere. Vera v kaj, za kar ni dokazov, ponavadi imenujemo slepa vera. Dejstvo, da imamo v vseh religijah sveta tudi privržence, ki slepo verujejo. Slepa vera je lahko zelo nevarna. Spomnimo se samo mnogo terorističnih napadov v imenu Boga.
Slepa vera nima nobenega opravka s svetopisemsko vero. Če se osredotočimo na svetopisemsko vero, vero kristjanov, ki se pričakuje od njih, zagotovo ni slepa. V Janezovem evangeliju beremo: Jezus je pričo svojih učencev storil še veliko drugih znamen, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu. Janez nam pravi, da njegova pripoved o Jezusovem življenju temelji na poročilih očividcev, o dokazanih dejstvih, na katerih lahko temelji vera v Jezusa. Dejansko je mogoče tehtno argumentirati, da večina gradiva v evangelijih temelji na pričevanjih očividcev. Vera resničnega kristjana temelji na Jezusovem stajenju, za katero pa prav tako Sveto pismo govori, da so ga mnogi videli po stajenju. Svetopisemski odlomek v pismu Korinčanom omenja, da so ga mnogi videli. Potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati. Prvi kristjani niso zgolj trdili, da je grob prazen. Pomembno je bilo, da so ga mnogi srečali, da so mnogi govorili z vstalim Jezusom, da so se ga dotaknili in celo skupaj z njim jedli. Sveto pismo ne govori o neki teoriji, v katero moramo verovati. Trditev Svetega pisma je, da Bog govori, želi se razodeti in najti. Govori nam, da se Bog razodeva na različne načine. Saj mi je bilo to, kar je mogoče, spoznati v Bogu očitno. Sam Bog jim je namreč to razodel. Kajti od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih njegovo večno mogočnost in božanskost. Bog se nam razodeva skozi svoje stvarstvo. Newton je odkril gravitacijski zakon in je imel zakon težnosti za enega izmed dokazov, dejstev o Bogu geniju, ki je snoval vesolje. V pismu Hebrejcem pravi takole Božja beseda: velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih. V teh poslednjih dneh časa pa nam spregovori po sinu. Njega je postavil za dediča vsega in po njem je ustvaril svetove. Ali želimo spoznavati glas Boga? Spregovoril je po sinu in še danes govori. Jezus je dejal, Jezus mu je dejal: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga. To so ene od zelo pomembnih resnic, ki jih je povedal Jezus. V njem lahko najdemo pravo pot, resnico
in življenje. Jezus je posrednik med Bogom in človeštvom. Vodi nas iz iskanja Boga v razodetje, najti Boga in ga spoznavati še bolj. Zato se na koncu ponovno pomolimo, kajti molitev je kontakt, pot k Bogu, odprtje srca, da se Bog lahko razodene. Dragi Bog, hvala ti, da se ti razodevaš na različne načine. In odpiramo ti srca in Sveti Duh ti nam razodevaj, da nismo gola slučajnost. Bog, da si nam ti dal življenje z namenom. In ne samo to, da nam želiš razodevati vso veličino, moč in oblast Boga, vso lepoto in smisel življenja. In Jezus, hvala ti, da si ti odstranil oviro greha, da imamo v tebi odpuščanje in lahko ponovno gradimo odnos z živim Bogom, ga lahko spoznavamo in doživljamo. Naj bo slavljeno in poveličeno tvoje ime. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.